smo pa v začetku tega tedna pisali vsem županom toliko, kolikor smo imeli elektronskih naslovov še iz prejšnjega COVID režima. Vmes so bile volitve in se je cirka 50% elektronskih naslovov menjalo. Tako da v bistvu od 100 recimo imen po občinah slovenskih, ne vseh županov, smo pisali iz društva. Med drugim smo pisali pa tudi skupnosti občin Republike Slovenije, od koder centralno razpošljajo obvestila o vsakemu županu, vsaki občini in so skozi ta portal tudi povezani, tako da smo tudi njim poslali pismo županom, ki vam ga zdaj želim prebrati, ker je to predsednica potrdila in so to dobili. Hkrati s tem pismom pa smo jih obvestili o našem zakonu, o našem aneksu in o našem izstopu iz WHO in iz United Nations, zato da bodo imeli, se pravi, informacijo. Mi smo jih zdaj potom teh kanalov obvestili, druge možnosti trenutno nimamo, tako da čakamo odgovor. Okay. Odločilna je preusmeritev državne politične vloge na odgovornost županov v občinah za boljšo zaščito lokalnih skupnosti. O tem sem jaz govoril že pred časom, že pred 2 leti, ampak takrat so bili drugi problemi, ljudje niso bili toliko pozorni. Pa sem rekel, nič ne škodi, če še enkrat spomnimo na to stvar, ker nas tudi skozi spominjajo, ta odlok, pa on odlok, pa tega ne smeš, sam ne smeš. Če pa že lahko, imaš pa pravico se cepiti, imaš pa pravico do samih takih stvari, ki ti škoduje. Imaš pravico do kredita, imaš pravico, do vsega imaš pravico. Okay. No, in to pismo izraža v teh težkih časih naravnih nesreč in izzivov eno mnenje društva in bi ga zdaj prebral. Spoštovani izvoljeni župan, v teh težkih časih naravnih nesreč in izzivov, ki pestri naše kraje, je čas, da ponovno kot družba skupaj premislimo o vlogi države in občin ter o delovanju občin v korist prebivalcev lokalnih skupnosti. Vse posod, kjer živite, se pismo nanaša na vašega župana. V zadnjih letih smo priča povečanim poplavam, vremenskim ekstremom in drugim naravnim nesrečam, ki ogrožajo življenje in premoženje naših ljudi. Čas je, da se osredotočimo na dejansko zaščito prebivalcev in svoj kraj ter zagotovimo, da država in posebej občine delujejo v dobrobit vseh nas. Ustava Republike Slovenije v prvem odstavku 140. člena namreč jasno določa, da pristojnost občine spada v lokalne zadeve, ki jih lahko ureja samostojno in ki zadevajo samo prebivalce občine. Župan vaši občini je tata mata. Njegovo ravnanje je odvisno samo od tega, ali je poslušen državi in nič ne naredi, ali je pa samo iniciativen glede na pobude sokrajanov oziroma prebivalcev in državljanov. No, žal se ta določba v zadnjem času premalo upošteva. Župani, izvoljeni predstavniki lokalnih skupnosti, imate odgovornost, da se zavzamete za interese svojih prebivalcev in zaščito njihovega življenja ter premoženja, tudi v smislu celotne razdelitve finančne pomoči prizadetim. Vendar pa se zdi, da ste postali zgolj izvajalci ukazov države brez lastne avtonomije pri odločanju o lokalnih zadevah. Pomembno je razumeti, da država ne more in ne sme prevzeti vseh nalog občin, posebej ne financiranja krajanov vaše občine. Centraliziran pristop, kot smo ga opazili v primeru med odloki med epidemijo COVID-19, ne dela vedno v prid lokalnim skupnostim. Zato predlagamo, da se osredotočimo na okrepitev vloge županov in občinskih organov za zaščito lokalnih skupnosti. Župani imate edinstveno priložnost, da se postavite v bran svojih prebivalcev, prevzemate vodstvo pri reševanju izzivov naravnih nesreč ter ustvarite varno okolje za svoje krajane. Prenos določenih nalog iz državne pristojnosti na občinsko raven bi moral potekati skrbno in premišljeno.
Država mora po Ustavi Republike Slovenije omogočati občin, da izvajajo specifične naloge za zaščito pred naravnimi nesrečami. Ob tem je občini dolžna zagotavljati ustrezno finančno podporo. Le na tak način bi omogočili, da se odločitve sprejemajo bliže ljudem na terenu in sicer na podlagi njihovih konkretnih in prepoznavnih potreb in okoliščin. Nenazadnje želimo izpostaviti nenavadno dejstvo, da nekateri župani, kot na primer v Železnikih, so bili prisiljeni k kršitvi zakonodaje, da bi zaščitili svoje kraje in prebivalce pred nedavnimi poplavami. To je znak zbirokratiziranega sistema, v katerem se zdi, da so interesi rib in ptic bolj zaščiteni kot interesi ljudi. Takšno stanje preprosto ni sprejemljivo. Zato vas pozivamo, spoštovani župan, da se postavite v bran svojim prebivalcem, prevzamete odgovornost za zaščito svoje lokalne skupnosti, ki vam je bila z volitvami dodeljena, in zahtevate navedeno avtonomijo pri odločanju o lokalnih zadevah skupaj s prebivalci vaše občine. Pozivamo tudi državo, da prepozna pomen lokalnih skupnosti in omogoči, da učinkovito delujejo v dobrobit prebivalcev. Skupaj, vključno s predpisi Evropske unije, nacionalno ter lokalno zakonodajo lahko ustvarimo boljšo, bolj transparentno prihodnost, kjer bodo lokalne skupnosti s predlogom bolj zaščitene z direktno, neposredno, varno bolje svojih prebivalcev.